Danes ste obiskali drugo stran, zadnjič azilante, danes pa vodstvo. Pa me zanima, kaj ste pa zvedli z današnjim obiskom. Ja, nas te stvari zanimajo, da pa nas zanimajo, so nas pa do tega privedle tudi same številke. Namreč lani je skozi ta dom šlo čez 400 ljudi, skozi postopek 194 prosilcev za azil, pozitivno pa so imeli rešeno od tega zgolj 9, mislim 2 plus 7. Nam se seveda to zdi malo in celo samo vodstvo je dejalo, da obstoječi predpisi, obstoječi zakoni, kot so, ne omogočajo, da bi večjim podelili status, čeprav sami menijo, da bi kazalo, da je tukaj nekaj ljudi, ki bi si zaslužili pridobiti status, ocenjujejo celo kakšnih 10%. Trenutno lani jih je dobilo 3,9%. Tako da pričakujemo, da bi se v državi pogovorili več sektorjev in najdeli poti, če treba tudi spremenili zakon in omogočili, da tudi tistim, ki so resnično v stiski in tukaj so ljudje, ki obvladajo določena dela, so izobraženi in bi lahko marsikaj počeli v Sloveniji. Naj poudarim, da na obisku, ki smo ga imeli pred enim mesecem in smo se pogovarjali s samimi azilanti oziroma soočali z njihovimi pretresljivimi zgodbami, same azilanti, prosilci za azil niso nikoli postavljali pod vprašaj standard, materialne pogoje in sam tretma samega azilnega doma. Dobro, jasno, čudili so se, da se gradi ograja, ki je vidim, da zdaj je že dokončana, menda z evropskih sredstev. Čudili so se tam zaprtemu oddelku, ki ima dvojno mrežo oziroma rešetke. Ampak nad samim tretmajem ne. Postavili so pod vprašaj postopke, ki se jim z njih ne zdijo dovolj pravični in ki so narejeni s premalo posluha za zelo ranljive in občutljive primere. Spravi, teh zelo nizko število odobrenih prosilcev je tudi za nas vprašljivo. Danes smo slišali, da so razlogi, zakaj so tukaj lahko zelo dvoumni, da se lahko včasih izrabljajo, da je potrebno preveriti do konca vse vzroke, zaradi katerih so zapustili svojo državo. Ampak sama bi rekla, da mogoče bi veljalo v prihodnosti več senzibilnosti imeti tudi za te obravnave in morebiti ne gledati s takim dvomom nad razlogi, zakaj prihajajo sem. Ljudje, ki zapustijo svojo državo, imajo res velike težave in dovolj utemeljene razloge, ni nujno, da so vsi kriminalci. Trenutno jih je relativno malo, nekaj jih je na policiji, nekaj jih je v bolnišnici, nekaj jih je na delu. Azilant dom trenutno je tretjinsko zapolnjen, se pravi od 400 približno možnosti kapacitet, ki jih imajo, jih je tukaj 90. Trenutno. Me zanima, kaj so šli vsi ti ljudje, če jih je bilo lani 400, dobili so pa, kaj so jih poslali nazaj v njihove države? Velikih tudi kar odide. Tukaj smo slišali od nekaj čez 400 jih je šlo skozi postopke 194. Ta razlika je pa kar odšla. Ostali pa pobegnejo. Pobegnejo? To, da ne, kakšno hudo lepo prihodnost. Kot smo slišali, obstaja ta problem, ko je pri azilnem domu ali pa pri azilnem postopku, je to, da nekateri ljudje pač ne more biti upravičeni, tako so nam uradniki danes povedali, do prošnje za azil. So pa recimo, bomo rekli, po vseh nekih, zdaj grda beseda, standardih pa ljudi z vatlami mert, ampak bi bili pa upravičeni in brez problema bi jih tudi družba sprejela, jaz mislim, da bi bili celo koristni za našo družbo. In o tem ste prej govorili, mislim, da. Ja, o tem smo govorili, tu smo izpostavili in celo samo vodstvo se je z nami strinjalo, da podelijo 3,9%, naprimer lani, in sami menijo, da takih, ki bi bili upravičeni, brez težav je pa 10, In tukaj je treba kaj narediti.
Sej gre tudi za druge vrste prosilcev, tisti, ki bi radi v tej državi živeli z različnih razlogov, bodi si bi radi predavali, bodi si bi radi učili, bodi si bi radi tako ali drugače živeli tukaj, ker so se odločili tako, ampak prosilci so redko uslišani in postopki tudi za pridobitev državljanstva so zelo, zelo zapleteni, rigorozni in odnegdaj, ne samo sedaj so bili zahtevni in ne rečem, da je Slovenija, da lahko trdim, da je Slovenija odprta država za tiste ljudi, ki prihajajo od zunaj. Taka je nekaka introvertiranost je značilnost za nas.